Magnetna resonanca. Magnetno resonanco sta sočasno odkrila fizika Felix Bloch in Edward Purcell. Prve klinične slike z magnetno resonanco so bile pridobljene leta 1977. Takrat je zajem ene slike trajal 5 ur, danes traja približno 15 minut. Magnetna resonanca je radiološka tehnika, ki za kreiranje slik telesnih struktur uporablja magnetno polje, radijske valove in računalnik. Za razliko od rentgenskega slikanja in računalniške tomografije, magnetna resonanca ne potrebuje ionizacijske radiacije in zato na pacientih ne pušča kratkotrajnih niti dolgoročnih posledic. Pri slikanju z magnetno resonanco največkrat zajamemo slike možganov, hrbtenjače in tumorjev. Vsekakor pa se lahko slika katerikoli del telesa za podrobnejšo diagnozo poškodb, mišično-skeletnih težav, težav s prostato in še mnogo več. Moč magnetnega polja pri napravah magnetne resonance se meri v teslih. Večina resonančnih naprav, ki se uporabljajo v klinične namene, imajo moč od 1,5 do 3 tesle. Te naprave producirajo zelo močno magnetno polje, ki je tudi do 50.000-krat močnejše od Zemljinega naravnega magnetnega polja, ki znaša od 37 do 67 mikrotesle, odvisno od tega, kje na Zemlji se nahajamo. Kot primer naj povem, da bi bil elektromagnet s podobno močjo sposoben stalno dvigniti normalno velik avto, kar je tudi razlog, da je določenim ljudem slikanje z magnetno resonanco prepovedano. To so po večini bolniki s srčnimi spodbujevalniki, ljudje s kovinskimi deli v telesu, ki so posledica raznih operacij, nosečnice in pa vsi, ki so v zadnjih 2 mesecih prestali operacijo. Pred slikanjem je tudi obvezno odstranitev vseh uhanov, prstanov in podobnih kovinskih predmetov, ki bi lahko motile magnetno polje. Poznamo več oblik resonančnih naprav: zaprte, odprte in pokončne. Prednosti magnetne resonance so, da deluje brez ionizacijske radiacije ali drugače brez rentgenskih žarkov. Proizvede boljše kontrastne resolucije in pokaže veliko detajlov že brez kontrasta. Slabosti magnetne resonance pa so cena, nevarnost za paciente s kovinskimi vsadki, pacienti s klavstrofobijo težko prenesejo, premiki pacientov med procesom lahko privedejo do nerazločljivih slik in radiofrekvenčni oddajniki lahko ob napačnem delovanju povzročijo opekline. Tako, to je bila kratka predstavitev magnetne resonance, zdaj pa si poglejmo še, kako sploh deluje. Človeško telo je sestavljeno iz 70% vode, ki jo kemijsko sestavljajo vodikovi in kisikovi atomi. Magnetna resonanca se zanaša na magnetske lastnosti vodikovih atomov, s pomočjo katerih kasneje producira slike. Vodikovo jedro je sestavljeno iz enega samega protona in je brez nevtronov. Vrteči se proton je nabit delec, ki ustvari magnetno polje oziroma magnetni moment. Te protone lahko obračamo s pomočjo radijskih valov, ki pozneje nihajo v magnetnem polju, medtem ko se vračajo v ravnotežje. Hkrati oddajajo radijski signal, ki ga lovijo antene oziroma tuljave. Mehkejše kot je tkivo, več detajlov dobimo na sliki. Komponente magnetno-resonančnega sistema vključujejo skener, snemalno opremo in računalniški sistem. Skener magnetne resonance je velika cev, ki vsebuje močne magnete. Glavne komponente skenerja pa so magnetne tuljave, gradientne tuljave in radijsko-frekvenčne tuljave. Določimo več metod za kreiranje statičnega magnetnega polja. Te so metoda s fiksnimi magneti, odpornostnimi magneti in superprevodnimi magneti. Fiksni in odpornostni magneti so navadno omejeni v polje z močjo manjšo od 0,4 tesla. Sistemi za izdelovanje visoko ločljivih slik uporabljajo superprevodne magnete, ki so veliki in kompleksnejši. Primarno magnetno polje se nanaša na moč statičnega trajnega polja, ki ima moč običajno 1,5 ali 3 tesle.
Vodikovi atomi so poravnani vzporedno s smerjo ali pa v obratno smer primarnega magnetnega polja B0. Temu pravimo vzdolžna magnetizacija po daljši osi magnetnega polja. Večji delež vodikovih fotonov se postavi v smer vzporedno s primarnim magnetnim poljem ali drugače nizkoenergijsko stanje. Nato se vodikovi fotoni postavijo v obratno smer magnetnega polja ali visokoenergijsko stanje. Rezultat, imenovan magnetni vektor, je zato usmerjen v smeri primarnega magnetnega polja, to pa je orientirano po pacientovi daljši oziroma Z-osi. Gradientne tuljave so namenjene ustvarjanju namenskih sprememb magnetnega polja. Generirajo sekundarno magnetno polje preko primarnega magnetnega polja. Nahajajo se znotraj posode primarnega magneta in so urejene v nasprotju druga z drugo, saj tako ustvarjajo pozitivni in negativni pol. Usmerjenost teh tuljav daje magnetni resonanci možnost za slikanje v smeri X in Y osi. Uporabljajo se tri gradientne tuljave, ki so poimenovane po osi, v katero slikajo. Spremembe v magnetnem polju omogočajo lociranje rezin ter tudi fazno in frekvenčno kodiranje. Radiofrekvenčne tuljave služijo kot dodajnik in sprejemnik ter antena celotnega sistema. Sestavljene so kot preprosta zanka žic v krožni ali v pravokotni obliki. Uporabljajo se za oddajanje radiofrekvence ali RF pulza in sprejemanje signalov v sistemu. Obstajajo v več izvedbah z namenom, da se najbolje prilagodijo vsakemu delu telesa ali pa pomagajo pri izboljšanju razmerja signal-šum za razvitev najboljših možnih diagnostičnih slik. RF tuljava se uporablja za oddajanje sekundarnega magnetnega polja oziroma RF pulza, ki moti postavitev protonov. Spreminjajoči se magnetni moment vektorja se kaže v prostem indukcijskem razkroju, kar inducira električni signal. Po RF pulzu mnogi fotoni skočijo nazaj v nizkoenergijsko stanje, vzporedno z magnetnim poljem Z-osi in oddajajo energijo v okolici. Računalniški sistem prejme RF signal in upravi analogno-digitalno pretvorbo. Digitalni signal, predstavljajoč slikani del telesa, se shrani v začasni slikovni prostor ali K-prostor. K-prostor shrani digitalizirane, surove in neobdelane signale med pridobivanjem podatkov. Digitalni signal je nato poslan procesorju za sliko, kjer je uporabljena matematična formula Fourierjeva transformacija. Slika magnetno-resonančnega slikanja pa je po transformaciji prikazana na zaslonu. Magnetna resonanca je danes vse bolj pogost način slikanja človeškega telesa, saj dosedanje raziskave slikanja niso pokazale škodljivih vplivov na zdravje, za razliko od slikovnih metod v medicini, kot sta CT slikanje in klasično rentgensko slikanje, kjer so ob večkratni ponovitvi dokazani škodljivi učinki na zdravje. V Sloveniji imamo več kot 15 magnetnih resonanc, ki na leto opravijo več kot 40.000 slikanj. Ta visokotehnološka naprava je s svojo tehnologijo omogočila boljšo analizo človeškega telesa in s tem zgodnejše diagnosticiranje živčnih, skeletnih, tumorskih in mnogih drugih obolenj. Upam, da se razvoj teh naprav ne bo ustavil, ampak nam ponudil še večje razsežnosti pri raziskovanju človeškega telesa.